Lepo pozdravljeni v mesecu februarju. Kaj nam prinašajo zvezde? Pestro, zanimivo bo. Zato tole malo daljša verzija horoskopa oziroma napovedi za februar, ki jo poslušajte večkrat, kajti pomembno je v februarju, da sledite določenim nasvetom ali energijam, kajti zvezde imajo prav veliko vam za predati v tem mesecu. Pa kar začnemo na sredini. Z mano ste se že verjetno navadili, da malo skačem, ampak 17. februar, pustni torek, je najpomembnejši datum, ko je dobro biti doma, še posebej, če ste vodnar, riba, oziroma če imate rojstni dan nekje okoli 17. februarja, ali če ste lev, pa imate tam nekje okoli 17. avgusta rojstni dan. Takrat to so namreč najbolj intenzivna znamenja, ki bodo deležna sončevega mrka zelo močno, globoko, široko, v vseh pogledih. Sicer je februar poln zanimivih prigod, priložnosti za dobre spremembe. Zdaj pa začnemo od začetka, in sicer 1. februarja je polna luna v znamenju leva, kar pomeni, da se bo februar začel ugodno, z druženjem, sproščenostjo. In to je nekakšen uvod, če gledate kaj grozljivke ali pa ZF filme, ko se vse začne tako idilično in potem gre samo v bolj razborljive vode. No, in to je februar. Začel se bo družabno s prijaznimi in prijetnimi druženji, potem pa se začne dogajati naprej. 4. februar gre Uran v direktno fazo, kar pomeni, da bo šla tako vaša nestrpnost kot vaš smisel za humor navzven hitreje, kar pomeni, da bomo nestrpnejši drug do drugega, tudi bolj humoristični, tako da če vam črni humor ustreza, potem bo februar vam idealen. 6. februar je pozitiven, kajti Merkur preide v znamenje rib. To pomeni, da boste imeli ribe in vsi ostali bomo imeli bolj pretočne misli, sproščene, tudi možnost višje zavesti, večjega razumevanja. Zato je februar še tako pomemben za vse tiste, ki želite narediti nekakšen preboj v svojem življenju, preskok v zavedanju in tudi v realnem življenju. 10. februarja gre Venera v znamenje rib, kar pomeni, da bo se čutila ena medsebojna ljubezen, sproščeno, zato tudi tematika meseca, preglejte video, je tematika meseca februarja ljubezen, in to je nekaj, o čemer bi vsak moral razmišljati vsaj 5 minut nazaj, 5 minut na dan, ne nazaj, ampak 5 minut zase, da vsak dan se navibriramo na energijo ljubezni. 12. februar je pomemben zato, ker takrat so misli zelo pomembne, da greste v pravo smer, kajti Merkur in severni lunin vozu se srečata v ribah, kar pomeni, da nam lahko spoznanja idealno razširijo zavest, povzročijo zdravljenje, tako da 12. februar je idealen za kakršnekoli terapije, meditacije, poglabljanje vase, pisanje hvaležnosti, karkoli počnete, takrat je to idealen dan, da se temu bolj posvetite. 14. februar je tako imenovano Valentinovo, kjer pa bo vse drugo kot srčna ljubezen, kajti Saturn prehaja v znamenje ovna, kar pomeni, da bomo vsi na zemlji začutili željo po večji individualnosti, po večji moči, po večjem redu v sebi, kar seveda ni idealen praznik za ljubljence, ko bi se naj raztapljali drug od drugega, tako da petek 13. je ne glede na datum boljši dan za zmenke kot 14. februar. Bo pa takrat to dober datum za začenjanje svojega novega doživetja, da spravite sebe v red, da spravite v red svoj dom, svoje vrednote, svoj posel, vse, kar na dolgi rok želite, da postane dobro. Torej 14. februar je sobota, idealen dan za delo na sebi, za pisanje načrtov in za ugotavljanje, kaj je tisto za vas najpomembnejše. Potem je 17. februar, pustni torek je to, ko se dovrši mlada luna, mlaj, v znamenju vodnarja, in sočasno 13 minut kasneje se dovrši sončni mrk, ki zares pretrese določene aspekte vašega življenja, še posebej za vodnarje, leve, device,
tudi za bike, tudi za škorpione. V vsakem primeru je to, bomo šli pogledati, kaj vsakemu posebej mrk prinese, ampak to je čas, ko se želimo otresti bremen, ko ne želimo uveljavljati novih stvari, ampak pogledati, kakšno je novo stanje. Na Sončev mrk 17. tako ni idealno, da greste nekam se napijati, kakorkoli, čeprav je pustni torek, ga lahko preživite trezno, z zavedanjem pri sebi, z odganjanjem ne samo zime v smislu letnega časa, ampak zime vašega življenja. Kajti pomemben datum je, da se osvobodite nekaterih sistematičnih ali pa sistemskih okovij in začutite, katere energije so za vas najpomembnejše za prihodno življenje. To je velik preboj, tako da ne glede na to, če boste sodelovali v maškaradi ali da imate takšno delo ali da vam je to višek veselja, to naredite z zavedanjem, da se osvobodite zime vašega življenja. Torej izberite masko temu primerno, posvetite se svojemu psihološkemu stanju, ne samo fizičnemu izgledu in velika verjetnost je, da bo potem Sončev mrk na pustni torek za vas odličen. Cel mesec, za nekatere cele pol leta ali leto, je ta mrk pomemben, kaj ti prinaša spremembe v valovih, kar pomeni, da če smo prisotni v sebi, v svoji zavesti, da te spremembe lahko sprejemamo in z njimi sodelujemo sproščeno, spontano, sproti, zavestno in potem dosežemo večje rezultate. 18. Je pomembno, da ste 18. februar, dan po mrku, je pomembno, da ste srčni do sebe, do drugih, kajti Venera se sreča s severnim vozlom, kar pomeni, da se vaše srce poveže z smerjo, ki jo nosi duša za vas in da ste pri tem zelo podprti. Tako da, če je bil 12. februar miselni preboj, je sedaj 18. februar srčni preboj. Tako da to so pomembni koraki v življenju, ki jih februar daje kar na en kup. 20. februar se srečata Saturn in Neptun, kar pomeni v znamenju ovna, kar pomeni, da je to tisti datum, ko si želite biti v najlepših energijah, najbolj skoncentrirani na dobro. Vsi mi, ki že od maja lani, ko se je to prvič zgodilo, to se zgodi na vsakih 400-500 let, da sta Saturn in Neptun skupaj v ovnu na 0. stopini. In nekateri že od maja delamo na tem, da imamo novo energijsko strukturo, da se na nove energije postavijo in da se začne potem nova era našega življenja, kar je, če razmišljamo iz vidika duše, vsaki 400 let se to zgodi, 450, to pomeni, da smo se odločili v tem življenju narediti velike korake, da smo v tem času živi in zavestni, da lahko nekaj naredimo. Torej, če poslušate tale video, to je bil klic vaše duše, da naredite nekaj zase. Preglejte meditacije na mojem YouTube kanalu, zlata meditacija ali nekaj takšnega, zdaj se točno ne spomnim, 12 minut je dolga, najkrajša možna. Tista je za 20. februar najbolj pomembna, ki vam pomaga namreč zgostiti energijo duše proti vsem sistemom, ki že od pameti veka poskušajo voditi civilizacijo, človeštvo in na en način je to pravilno, ampak na drug način izčrpavajo svetlobo iz vsakega posameznika. Tako da 20. februar je tisti dan D, ko je potrebno biti optimalno v svojih energijah in tudi najbolj zavesten, kolikor gre. 26. februar je potem naslednja faza, ko gre Merkur retrogradno, v Ribah je in gre do 10. marca, kar pomeni, da je to obdobje, ko imamo priložnost od znotraj v sebi pospraviti vse, kar je viška čustev, viška iluzij, viška pričakovanj, vse tisto, kar je v bistvu napornega, kar nosite kot bremena v sebi, pričakovanja do drugih, do Boga, do sveta. To se lahko v tem obdobju potem sprosti. To je najboljše terapevtsko obdobje, tako da februar ne šparati na sebi, meditirajte, če znate si delati terapije, delajte, če ne smo vam na voljo, pogledajte na
merkaba.si. V vsakem primeru brezplačna torkova srečanja imamo še vedno vsak torek v Žalcu, tako da izkoristite vse možne načine, da se čim bolj povežete s sabo, svojo svetlobo, ki je v vas kot steber svetlobe. Preverite tudi vse ostale naše brezplačne videe, ogromno smo jih naredili ravno zato, da si človek lahko sam pomaga v izjemnih trenutkih, kar pa februar cel zares je. 27. februar se srečata Sonce in severni vozel, kar pomeni, da bo 27. februar pomemben, kako se boste odločali, kako boste osebno delovali, kako boste reagirali na okolico, in če boste 27. februar dobro speljali, se bo naredila ena taka čudežna energija, ko bo vaš notranji otrok začel sodelovati z vašo dušno energijo in se bojo stvari sprostile, bremena postala manjša, ogromno stvari se bo samo po sebi s pomočjo svetlobnih energij realiziralo v pozitivno smer. 28. februar je Merkur povezan z Venero, retrogradni Merkur, tako da to je spet dan, ko naredite lastno inventuro, kaj se je dogajalo, kje ste in kako nase pogledati na nov način, brez da ste egoistični do drugega. Ljubezen do sebe ni egoizem do drugega, samo to, da razčistimo že tukaj. Več o ljubezni v svojem samostojnem videu, poglejte si ga. Zdaj pa pojdimo pogledati, kaj vam prinaša sončni mrk glede na posamezni horoskopski znak, in tudi tokrat bomo šli po vrsti. Ovni. Tale sončni mrk vam prinaša pomembno spremembo, kar se tiče sodelovanja z usodo. Sončni mrk vam bo namreč odmaknil ta vpliv lastnega strahu, lastnega nesodelovanja, otrplosti ali tega, da nekako čakate, da vas bo usoda z rdečo preprogo peljala v pravo smer. Sončni mrk bo namreč v času, ko sta Neptun in Saturn skupaj z vami v vašem znamenju, kar pomeni, da boste sočasno dobivali navdih in idejo, kako realizirati sistematično to, kar ste vi na zemlji in kar je vaše pravo poslanstvo, doživeti sebe, biti dober sodelavec v svetlobi in v življenju z vsemi ostalimi. Egoizem in sebičnost, ki je malo značilna za ovne, bo v tem primeru se resetirala in vse tiste male želje, mali egotripi bodo razpadali, tako da ne se oklepati, ne se bojevati z partnerji, z okolico, ampak sprostite in gledajte višjo perspektivo, kaj je za vas pomembno. Tudi v stiku s prijatelji boste občutljivi zaradi tega, ranljivi na en način in preveč boste dali na mnenje okolice, tako da če lahko držite samo srce odprto in ne reagirate na kakršnekoli ali zlobne pripombe ali karkoli se vas bo dotaknilo, ampak to vzemite kot terapevtsko delo na sebi. Karkoli se vas namreč močno dotakne, je znak, da je tam treba poceliti. Tako da bodite fokusirani izjemno nase, meditirajte, delajte fizično v vseh pogledih in ne gledati, kdo vam je karkoli kriv, kajti ovni lahko presežete ta vidik v februarju. Direkt. Biki imate pomembno vlogo v februarju, v prijateljstvih, tudi v javnosti, glede na to, da so volitve marca, imate biki očitno veliko vlogo tudi v teh pogledih, tako da jo z integriteto izpolnite, kajti to lahko močno vpliva na vašo bodočo filozofijo življenja, pa tudi na vašo sposobnost sprostitve. Namreč kakršnokoli odločitev boste biki sprejeli in bo proti vaši integriteti, proti vašemu srcu, se zna zgoditi, da vas to preganja potem skozi spanje, skozi podzavest in ne boste se mogli odreči svojim odločitvam, tako da biki posebej v mesecu februarju pazite na odločitve, da niso iz egotripa, da niso iz občutka varnosti, iz občutka sprejemanja obilja, ampak iz same resnice, ki živi v vas. Dvojčki imate v mesecu februarju izjemno priložnost spoznati svojo povezano z naravo, svojo dušo, svojo nekako največjo, najbolj sproščeno energijo,
ampak to morate zadržati zase, za svoje življenje, za svoje odločitve in sončni mrk bo prinesel prav to, da se boste naučili v sebi držati najlepšo energijo, brez da zblebetate navzven vsakemu, ki pride mimo. Tako da dvojčki imate, potem pride 26. se pravi 17. je sončni mrk, 26. gre Merkur retrogradno in tako je to daljše obdobje za vas, ko akumulirate v sebi spoznanja, ideje in podporo duše. In če to gre skozi usta navzven, vi s tem zgubljate podporo, zgubljate tisto energijo, ki bi jo vi morali upeljati v svojo vibracijo, v svojo spremembo, v svojo najvišjo dobro. Tako da dvojčki, tišina je v mesecu februarju tako pomembna za vas, da se naučite sami spopadati z vsemi mislimi, ki vas zagrabijo, da ne gre vse direktno navzven, ter da v sebi čutite moč povezanosti z naravo in dušo. Če vam to uspe, je to življenje potem za vas takoj drugačno, vse se spremeni. Raki, imate lepo nalogo v mesecu februarju okoli sebe podarjati srečo, osrečevati ljudi in ne z darovi, ne z bilo kakšnimi posebnimi dejanji, ampak z prisotnostjo v sreči, da ste vi usmerjeni v sodelovanje, v plus, v dogajanje okoli sebe z srečno energijo, potem se to zgodi ena velika sprememba za vas na vseh področjih, še posebej na vašem fizičnem doživljanju samega sebe in ustvarjanju svojega življenja. Jupiter v vašem znamenju vas podpira v tem, sončni mrk pa vam omogoča, da opustite iluzije, ki jih imate glede okolice, glede krajev, glede srečnih okoliščin ali glede te vaše nekakšne jasnočutnosti ali, kako bi rekla, črnogledosti, usodnosti, fatalizma. Vse to lahko spustite, ko ugotovite, da če ste v sreči, v sebi, lahko speljete stvari čisto drugače. In temu vas pelje ta februarski podporni sistem zvezd in vplivov ter sončni mrk. Pri tem bo ena velika preizkušnja za vas, kajti do okolice ne smete biti nestrpni. Ne smete biti hitri, reaktivni, ampak srčni, dobronamerni in iz svojega srca delovati. Če vam rakom to uspe v mesecu februarju, je vse drugače. Vse bo drugače, vi boste lahko zaživeli, zadihali v svoj ogenj, v svoje zdravje, v svojo dušo in začeli živeti čisto drugačno zgodbo življenja. Tako da februar je za vas resnično usodni mesec, da zdaj potrkam na vaša dramatična, fatalistična čustva. Ni pomembno, kaj zaznavate v okolici, ni pomembno, kaj drugi hočejo od vas, ampak pomembno je, da v vsak dogodek, vsako stvar vstopate srčno. Če vam to uspe, to je diploma za življenje, ki vam potem nakloni večjo pozornost v dobro. Levi, imate s tem sončnem mrku 17. pomembno vlogo, kajti od vas bo odvisno tudi stanje okolice, od vaše filozofije. Levi lahko namreč zelo hitro druge spravite v eno ali drugo razpoloženje in če boste vi sproščeni, sodelujoči, brez da silite kogarkoli v karkoli, boste najboljši sodelavec v usodi življenja. Vsekakor se vam lahko zgodi, da se v določene stvari sprostijo ali da se sprostijo določeni načrti vezani na prihodnost, na selitve, lahko se odločite, da se preselite v tujino, se lotite večjega izobraževanja ali da popolnoma spremenite filozofijo življenja, ko boste nekako uvideli, kako drugi reagirajo na spremembe, videli boste več kot drugi, videli boste v globino ljudi in tudi sebe, tako da lahko da boste pretreseni od vsega balasta, ki
ustvarja življenja ljudi in to vas bo nekako usmerilo v večji minimalizem, v večjo sproščenost, tudi ponižnost do duše, do življenja. Predvsem se bo to poznala potem na vašem materialnem življenju, na dolgi rok in pa levi, ponovno bo sončni mrk 12. avgusta na vašem znamenju, tako da bo to ena ponovitev lekcije, kaj niste februarja spoznali, sprejeli, se bo pokazalo 12. avgusta, tako da ene stvari ne moramo pobegati in čas je za spremembe, kajti drugo leto, oziroma ne, že od avgusta naprej pride južni voz v vaše znamenje, tako da sta ta mrka kar ena priložnost, da počistite s preteklostjo, opustite vse, kar so pričakovanja drugih na vas in greste iskreno in pokončno naprej svojo energijo. Device, imate v tem mesecu februarju pomembno vlogo opustiti pričakovanja od okolice, da boste razumljeni, da boste priznani, da boste od bratov in sester ter bližnjih sosedov čaščeni, in pa tudi nekakšna pričakovanja vezana na usodo se lahko, kako bi rekla, usahnejo, kajti tudi vi boste videli reakcije drugih in boste presenečeni nad marsičem, kar se bo dogajalo v okolici. Marsikateri prijatelj, znanec, partner vas lahko navidezno pusti na cedilu, kajti ne bodo ljudje reagirali tako kot vi, kajti nimajo vašega mindseta in vaša naloga je, da opustite pričakovanja do drugih. Da ne načrtujete življenja glede na reakcije drugih, ampak da se začnete zavedati, da je vaša sreča, vaše življenje v vašem dojemanju vsega. Merkur v ribah vam bo to lepo podprl in retrogradna faza vas bo vodila lahko v lepo samozdravljenje, še posebej, če meditirate, če znate kakršnokoli tehniko energijsko, ne glede kaj to je. Idealno je, da to v februarju, še posebej potem konec februarja, v času retrogradnega Merkurja, prakticirate vsak dan, lahko vsak dan večkrat. To je mesec, ko je pomembno, da vlagate vase. Tehnice, imate v februarju pasivno vlogo zares. Že celo leto 26 bo za tehnice bolj pasivno v smislu, da itak se ne znamo odločati, se pravi, februar bo še posebej poudaril, da sledimo drugim filozofiji življenja, da sledimo temu, kar znamo, da sledite skozi Venero v ribah vsemu dogajanju in tudi v sončnem mrku. Ne se truditi pomagati drugim ljudem, držite prostor ljubezni, srca zase in za druge in to je vse, kar lahko naredite. Ne dovolite pa, da se skozi lekcije drugih vi zapletete v svojo kakršnokoli slabo energijo, kajti za vas je pomembno, da imate stabilen dom in da imate stabilno filozofijo življenja, predano ljubezni in ničemer drugemu. Tako da tehnice, s tem boste dobro speljale mesec februar in brez velikih pompoznih stvari se bo vse razrešilo, ko boste sledile srcu. Škorpijoni, imate bolj dramatično vlogo v februarju, čutili boste svojo moč, čutili boste kreativno energijo, usmerjeni boste, čutili boste, da je čas za vas in skozi sproščenost boste našli in skozi svoj instinkt boste našli zanimive prijatelje, novo družbo, tudi zelo boste vpleteni v volitve, večinoma v ozadju. Predvsem boste škorpijoni imeli priložnost zadihati v svoj magnetizem, ki, če ga postavite v plus, bo prinesel velike dobre rezultate. Tako da, če boste sledili stari vlogi, se pravi, da boste nekako želeli rušiti določene stvari, ne poravnati račune, se šli eno tako temnejšo vlogo, boste končali z problemi na dolgi rok, kajti to je pomembno obdobje, ko se vsak definira, kje je. In za škorpijone je pomembna nova filozofija
filozofija življenja, da se znate sprostiti, da pri tem ne gledate, kdo je karkoli kriv, ampak da sledite temu, da čutite svojo moč, čutite svoj instinkt in ga uporabljate v dobro, ne samo zase, ampak za splošno vseh, s katerimi ste kakorkoli povezani. Še enkrat, škorpijoni, dolgovi so tisti, ki jih morate poravnati, če se želite resnično sprostiti, saj takrat vse pade na vas, kar je še kje starega. Strelci, imate pomembno vlogo v mesecu februarju ohraniti moč in voljo v poslu. Tam ste najpomembnejši, da trmasto vztrajate pri tem, kar je pomembno. Če popustite, se to lahko pozna v vašem zdravju. Tako da ne misli, da ste, kako bi rekla, trmasti ali nezaželjeni. Vi, strelci, morate v svojem poslu držati podporo vsem ostalim, kajti drugi so rahlo zgubljeni. Pri tem bo vam podpora velika, zdravje vas bo podpiralo. Če se temu boste želeli izogniti, bo zdravje posledično slabše. Strelci, morate tudi paziti, da vas Jupiter v raku ne vodi v družinske dramatike, da ne padete pod silom sprememb, ki jih imajo vaši družinski člani, ali da ne sledite dramatičnim napovedim kakorkoli. Vaš notranji ogenj je pomemben, da mu sledite in pri tem poskušajte, da ogenj očisti vse, kar je na vas nalepljenega kot mreže, dramatike, astrala, energij, ki niso pomembni. Za vas je prav tako kot za ovne pomembna ta struktura in tudi za leve, pri levih sem pozabila to povedati. Pomembno je, da ste v najboljši koži, kajti to podpreta potem Neptun in Saturn v ovnu in imate potem na dolgi rok do konca življenja to podporo. Izjemni trenutki so, 20. februar je izjemno pomemben in za vse tiste, ki ste kakorkoli ali v meditaciji, da sodelujete z energijami, delajte na tem, da ste 20. februarja popolni, v najboljših energijah, v najboljših močeh in strelci še posebej, to je vezano na vaš poklic, vaše poslanstvo, vaše notranje izgorevanje mora imeti smisel tudi za druge, brez da se vi čustveno žrtvujete. Tako da, če niste do sedaj rekli Bobu Bob, bo februar pokazal, kateri ljudje, katere energije, kateri dogodki vas obremenjujejo in prenehajte s tem. Žarite zase, ne morete drugim pomagati pri njihovi dramatiki, pomembno je, da gorite svoje življenje. Kozorogi, imate pomembno vlogo v februarju, predvsem v svojih odnosih, poslovnih in bližnjih, kajti kozorogi imate odlično podporo, da postavite svoje življenje v odnosih v pravo smer. Saturn bo v ovnu in vaš sončni mrk bo pokazal, kateri odnosi vas najbolj izčrpavajo, pa ni nujno, da bi vas morali, kajti če se vi drugače osredotočite, drugače odreagirate, je potem vse drugače. Tako da, kozorogi, vaša moč, vaš notranje veselje v mesecu februarju naj gre v sodelovanje, v veselje, v druženje s tistimi, ki vas veselijo. In bilo kateri poslovni odnosi, to pomeni odnosi, s katerimi imate pogodbo, in pa vaš partner so povezani skupaj v tem, da jih vi lahko postavite v čisto drugo energijo in da vi postanete vodilni, sodelujoči člen v dobro. Če vam to uspe narediti v februarju, potem boste večno srečni, kajti do konca življenja vsaj, kajti nova struktura bo naredila takšno spremembo, da vi ne boste več čutili bremen drugih. To je za vas pomembno, pomembno je za vašo notranjo držo, za hrbtenico, za odnos do življenja. In če vam to uspe v februarju, to je to. To potem dobivate samo še podporo v plus. Vodnari, imate najpomembnejšo vlogo v mesecu februarju, predvsem zase, vsak je pri sebi v februarju, ampak pomembno bo, da se naučite biti sproščeni. Sproščeni glede vsega,
glede vsakogar, glede svoje seksualne energije, glede svojih interesov v javnosti, v okolici, da prenehate kupčkati ljudi in postavljati jih v predale, v škatlice in jih organizirati po svojih videnjih, ampak da se sprostite in dovolite, da se zgodi povezava vašega sveta. To vam bo sončni mrk prinesel, sprememba filozofije življenja, sprememba misli, sprememba čutenja sebe, vse to se lahko lepo zresetira. Naloga vaša pa je, da prenehate dajati ljudi v predalčke, prenehate ščititi bližnje, daljne, katerekoli in da pogledate, kaj se zares dogaja okoli vas, kje ste vi najbolj sproščeni in kje niste, tam spustite vajeti, kjerkoli čutite, da je potrebno nekoga impresionirati, aktivirati, karkoli narediti z nekom, se ustavite, se sprostite in dovolite, da ljudje začnejo živeti po svoje, da se pokažejo plusi, minusi in da se potem vi na podlagi vsega odločite, kje si želite še biti, kje je vaša prava vloga, kje ste srečni in kje lahko ustvarite največ. Tako da opustite kontrolo, načrtovanje usode z drugimi, opustite vse, kar je možno v februarju in s tem boste začutili maksimalno svobodo, tudi lahko maksimalno nevarnost glede vsega, kajti ko smo čisto sproščeni in z občutkom svobode, da lahko drugi počnejo karkoli, smo na en način najmočnejši v sebi, na drug način najbolj ranljivi navzven. Vsaj tako zgleda, dokler se to ne navadimo in potem postane svoboda osnovna izbira. Vodnari, 12. avgusta bo ponovitev tega sončnega mrka, takrat boste ponovno, tako kot levi, videli, kaj je pomembno, kje ste kaj spustili, kaj niste opazili, spregledali in kaj je še pomembno. Je pa tale sončni mrk 17. februarja prinaša novo strukturo, nove načine videnja, tako da idealno je, da si vse zapišete spoznanja, kajti naslednji moment lahko da zavest gre v drugo smer in pozabite. Ne naslanjajte se več na druge, najdite v sebi svojo sproščenost, svojo energijo, svoj flow, vse, kar je v vas dobrega, bo povezano z doživljanjem samega sebe. En del vas bo umrl, en del vas se bo razgradil, en del vas bo odšel, zato je pomembno, da srčnost, zavest in sodelovanje v svetlobi ostane. Tako da bodite pozorni predvsem nase. Ribe, imate najlepšo vlogo v tem mesecu. Najmanj ste obremenjene z sončnim mrkom, kajti že 26. januarja je Neptun prišel v vaše znamenje, kar vam je naredilo končen preobrat. Verjetno je bil zadnji tedni januarja so bili precej naporni za vas, ampak ta sončni mrk in februar vam prinašajo odkritje, da dejansko ne morete drugim pomagati, da jih ne morete spreminjati, ampak to boste odkrivali iz ene bolj prijetne energije, iz energije sočutja, sproščenosti in Merkur, ki gre v vaši fazi, v vašem znamenju v retrogradno fazo konec februarja, vam bo dal možnost notranjega pregleda do 10. marca. Dolgo je Merkur pri vas, od 6. februarja do 10. marca, cel mesec, kar pomeni, da boste imeli priložnost se izjasniti, se skomunicirati, manifestirati in tudi notranje pozdraviti, kar je pomembno. Severni vozel še vedno v vašem znamenju in cel mesec so podporne energije, da se postavite v ospredje, brez da zatirate druge, brez da krivite druge in da začnete živeti svoje optimalno življenje z srečo v vsakdanjih stvarih. To je za vas pomembno. Evo, bolj globoko danes ni šlo. Februar ima prebojne trenutke za vas. Če imate čas, si preglejte tudi naslednji video, tematiko meseca februarja, ljubezen. Ljubezen nikoli ne mine. Srečno!